Živijo youtuberji, evo Dino se javlja spet po dolgem času, kako ste kaj ne rečem, dosti ljudi mi mori, Dino, kdaj boš kaj novega posnel, pa sem si rekel, ne morem nekaj posneti, če ne vem, o čem govorim. Ampak danes sem spet rekel, okej, naj vam bo, glih se dogaja nekaj na Facebooku, sicer jaz sem vedno tak človek, ki rad prebere na Facebooku bedarije od mladih in starejših ljudi, ampak ful me fascinira, ko vidim tako 15, 16, 17, 18, 19, 20 let stare punce in fante, ki pišejo modrosti na Facebooku in govorijo svojih izkušenj življenja in to so sami modreci, ne vem kva vse. Posebej me fascinirajo te razne punce, ki delajo selfije in zraven pišejo razne izreke, reke, ne vem, voljela sem te 100 puta više nego ti mene, ali od danas naprijed mislim samo na sebe in take fore, ali pa ne vem, prepisujejo razne bedarije. In pol si misliš, 12-letna, 15-letna punca piše take globoke misli, a ne zna suđa oprati, ne zna sobe pospraviti, čaka, ne vem, da je vse na pladnju se prenese, ampak ona je v življenju naredila marsikaj in zato lahko prosipa pameti na Facebooku. Ampak daj, pustimo to, mene je ful, tako malo gledam, čekiram in sem našel en tak, od ene punce, ne bom pač, nič nimam proti njej, nič slabega, našel sem en post, ki je napisala in sicer, malo posebej hrvaško, muškarci su mahom pičke i kukavice. Retko ko ima muda da kao čovjek raskine i da lepo kaže zbog čega te ostavlja. Samo prestane da zove, počne da izmišlja neke poslove, obaveze, probleme zbog kojih ove nedlje ne može da se vidi satulom. A onda iste izgovore ponovi i sljedeće nedelje i one nakon nje. Posle prestane i da odgovara na tvoje pozive i dok se ti preispituješ i vraćaš film unazad, 100 puta premotavaš iste scene i pitaš se gde si to pogrešila. Zoveš ga, plačeš i ponižavaš se, a on već proslavlja mesec dana ljubavi sa nekom drugom. Ok, to je pač neki tako žalostnega, dvija punca piše iz svojega stališča, ne rečem, tudi fantje so prasci, sam jaz ne morem govoriti o tem, ker jaz gledam, jaz vidim to iz druge strani, recimo iz mojega življenja, kako sem jaz doživel, jaz sem star toliko pa toliko, ker sem 35 let, v življenju sem imel kaj se tiče ljubezni, imel sem ful slabih izkušenj tudi, ne bom nobene poimenoval, imel sem tudi ful dobrih, ampak vem, da ženske, kakšne so ženske, glej, ga ni moškega, da je lahko tak prasec, kakor je ženska lahko prasec, še posebej ženska, če je malo tako lepa, ne, ker ona misli, da je njej usvojeno vse na svetu, da je ona nedotakljiva, da bo to trajalo večno, ali ona ne ve, da bo v 10 let se umatorila, da bo guzico imela ko šleper, da bo rabila posebne ljudi, da bo nosila iz vrata, se pravi v stanovanje, a ne, da bo morala delati za 3 otroke in pogrbala in uružnila se in na koncu bo vesela, če bo kdo sploh kdaj pogledal. Ampak ne, ona misli, da bo ona večno lepa in da ona se lahko igra z ljudmi in da ljudje to ne pozabijo, ne. Skratka, jaz vem iz mojih izkušenj, pa tako, ko vidim od drugih fantov, ne, kako je to popularno, ne, ti si s punco, začneš z eno punco, ful ti je všeč, a ne, z njo si pač imaš neko vezo in to je vse lepo in prav, to se imate radi, ljubimkate, se hodate, tu so globoki izreki, naklonjenost, ljubezen ena drugim, ampak pukne nikad, a ne, vse se pozabi, da je to bilo kdaj lepo. In kakor jaz vem, ko punca pusti fanta, ne, ker vemo vsi, da v 90% punce puščajo fante, zakaj? Ker mi fantje smo budale, ne, mi bi za pičku prodali i ledvice. In one pač imajo veliko imajo na izbiro in ona še posebej, če je lepa, vsi, a ne, rinjo se. Še posebej, če pogledate na Facebooku, imam jih ene par, ko vsakodnevno po 3-5 selfijev daje gor, dobro jutro, dober večer, jem, drkam, a ne, in fantje spavješ, to sem tako že govoril, nam se ponavljal, dobra si, in pumpajo njenego, pumpajo, a oni ne vejo, da te punce, ki vsak dan dajo te selfije, da te punce so globoko v sebi zelo osamljene, potrebujejo vsakodnevno dokazovanje od drugih, da je lepa, če ne se nje strgajo, ona je za polje. Zato ona raba, ona se fila s tem, a mi budala itak moški, mi bi se zapičku, in ti misliš, da bo ona tebi dala, ker ti nje rečeš lepa si, ne boš. No pač malo sem zlutil, jaz vem, da karkoli punca, 90% to se dogaja, še posebej, če je lepa, ko tebe punca pusti, zapomnite si, fantje, punce so take, ona, ki tebe pusti, je že konc,
Mi moški začnemo razmišljati takrat, ko ona pusti, kaj sem naredil narobe. To takrat, boli me kurac, ono, vse to laufa, ko te pusti, bum, kaj je bilo. A ona je že pozabila tebe. Ona je vmes, ko te pustila, mesec, 2, 3, gutala, vzimala od drugega, a ne, semensko tekočino, endorfine, nikaj ni, a ne. In ko te pusti, ona tebe pusti takrat, ko se zazihra. Aha, tega sem zdaj začopatila, zdaj lahko tega starega odjebem s keslo in grem z drugim. Ona ne bo nikoli tebe, veš, ona piše, kao, mi nimamo jajca, smo kukavice. Pa daj ti ženska naredi tako, ne grem s fantom, ne gre, pogovarjaj se z njim, pogovarjaš se, probaš rešiti, če ne gre, rečeš v redu, ne morem več s tabo biti, rada da imam tam in bod sama. Bod sama, prebol to zvezo, daj času čas, da ko boš šla v drugo zvezo, da ne boš mentalno nestabilna in da boš drugemu tipu skozi, jaj, bivši je pa to, pa to, pa to, ker boš tu temu težila, pa on boš itak slomila srce. Ampak ne, punca je ko majmun, opica. Zakaj? Ker dekle nikoli ne spusti prve veje, dokler ne zagrabi druge veje. Kakor opica. In ko se zazihra za drugo vejo, spusti prvo in gre naprej. Ampak to so opičja posla. Pa oni govorijo, kako mi kukavice, pa ne vem kva. Jaz v sem pustil 1, 2, 3 punce, ampak jaz sem vedno povedal, gotovo je, gremo in se šopo. A ne. Ona tebe vara, gre z drugim in pol, kaj je absurd. Ona pa vedno ima te izgovore, ti si tak, ti si onak, jaz ne bi. In pol revež se muči, hoče se popraviti, a on ne ve, da drugi taslači. Džaba stari, on taslači in ne moreš nič narediti. In kaj se ponavadi zgodi v 90%, ta drug vidi, katera kurva skesla, a ne, nogom v pak, in pa ona samska, in pa ona upa, da ni preveč zasrala in kliče bivšega. A lahko. Pa so pa, imaš papčarje, ki sprejme nazaj, ki ne mere brez nje, imaš džeke, ki jebe mater iz prebija, pa plunejo v njo, imaš pa flegmatike, ki ne jebe več 5%. Zdaj, kaj se vam zdi prav, a ne, to je vaša stvar, jaz vem, kako je pri meni. A razumeš? A veš ona fora, jesi mala ljubila Bosanca, jesi mala ljubila do sada, jesi, ali Bosanca nisi. A ne, to pomeni, da nema jače od bosanske ljubavi, spravi, kad kaj zlomaš, gotovo. A veš, umreću, ali zvat te neću. A razumeš? To je tista. In pa ona, zjebana sem, ne vem, ne zupim. Ona pa pri 27, 30, ona glumi kao hard to get. A do sem si popšla tažant tipov, dala na easy vsakmu, zdaj pa kao hard to get, in ona bi poročila enega resnega, in ona bi neki, ja, ni normalnega tipa. A veš, ljudje, še posebej tipi, govorijo okolo, jebal sem ono, bil sem zuno, bil sem 100, in še posebej pove, ta me varala, in če zveš, da je ta varalica, itak nobeno hoče taka pamet. Ampak bistvo poante tega, kar jaz zdaj govorim, je to, da punce niso čisto nič bolj nedolžne, še bolj so prasice, a ne, še posebej bolj tavne talušne, ko lahko zbere. Bodite džeki, ne iz kurca na kurac, dejte času čas, če ne gre s fantom, puste ga, imejte svoj obraz, a ne, obraz, ne dati človeku z njim 2, 3, 5 let biti, pa ga pa uničiti, pa jeti z drugim, a ne, dejte spoštovati to osebo, ki ste z njim bila, ki si z njim bila, spoštuj ga, ne mu pokazati, da je bil odvržen ko hlače, a ne, zdaj sem te, pa grem pa z drugim, pa te sem te, pa grem s tretji, a ne, imej malo obraza, malo imej karaktera. In na koncu se bo tebi tudi to tako vrnil. Karma is a bitch, guys. Če delaš slabo, dobiš slabo. Če delaš dober, dobiš dober. Jaz sem tudi imel karmo, sem tudi doživel kaj slabega, ker sem naredil kdaj slabega. Nisem angel. Sam takih stvari, to groznih ne. In pač to je bil en mal vlogič, glede na to, kako smo muškarci, pičke in kukavice, glej, ženske ste pa pač kot opice. Poboljšite se. Tako da, živeli youtuberi in zdaj pa, ajde, gremo v komentarji, da vidimo, kaj boste rekli na to. Čau.